Rešimo skupaj še eno preverjanje iz lastnosti funkcij. Najprej tole nalogo, določimo definicijsko območje te funkcije. Vidimo, da je funkcija definirana za vse x-e. Povsod imamo funkcijo. In zato, ker napišemo definicijsko območje, so vsa realna števila. Kaj pa zaloga vrednosti? Zaloga vrednosti se sprašujemo, kaj je y. Y je očitno od tukaj naprej. Spodaj negativno ne gre. Graf je samo na zgornji strani in zato potem napišemo, da se zaloga vrednosti vsa pozitivna realna števila, lahko pa rečemo tudi interval od 0 do neskončno. Tudi če bi tukaj zgoraj napisali, da je to interval od minus neskončno do neskončno, je ok. Kje je dana funkcija negativna? Se prav iščemo, kje je ta funkcija negativna, to pomeni, kje je v spodnjem delu. Vidimo, da ni nikjer, zato napišemo, povsod je pozitivna. Kje dana funkcija narašča? Zdaj pa, kje dana funkcija narašča? Narašča povsod tam, kjer se moramo po klancu voziti navzgor. Pomeni, da se ves čas po grafu vozimo navzgor. Funkcija je torej kje? Funkcija narašča? Narašča povsod. Piše, da moramo napisati z intervalom, torej x je od minus neskončno do neskončno, ker pač poudarjeno, da z intervalom. Ali je funkcija soda ali liha? Ta funkcija ni simetrična niti na y-os, niti na koordinatno izhodišče, zato ni niti soda, niti liha. In gremo k naslednji. Koliko asimptot ima dana funkcija? Tukaj asimptota samo ena, in sicer je tale tukaj v spodaj vodoravna. Vidimo, da se tej črti naši abscisi se funkcija približuje, nikjer je ne doseže. Torej ima eno. Napiši enačbo vodoravne asimptote, če je, obstaja, in sicer je koliko? Za vse točke tukaj je značilno, da ima y-koordinato 0, zato napišemo samo enačbo vodoravne asimptote, y je 0. Zapiši vse ničle dane funkcije. Pogledamo, kje seka funkcija. Nikjer ne seka x osi, to pomeni ni ničel. Kaj pa lahko povemo o omejenosti dane funkcije? Vidimo, da je funkcija vedno pozitivna, to pomeni, da je navzdol omejena z 0. In to lahko napišemo. Navzdol omejena z 0. In zdaj je treba še predpis za dano funkcijo narisati. To je v bistvu čisto osnovna funkcija, in sicer katera? To je recimo vrednost, zdaj pogledamo, kaj pri 1 je ravno vrednost 1, se pravi, to je f od x je 2 na x. In pogledamo, če imamo 2 na 0, je 1. 2 na 1 je 2, 2 na 2 je 4, 2 na minus 1 je 1 polovica, 2 na minus 2 je tako, in naša funkcija je 2 na x. Gremo k drugi nalogi. Pravilnim in nepravilnim trditvam. Funkcija je predpis, ki odvisni spremenljivki določi neodvisno. To seveda ne drži, ker funkcija vedno neodvisni določi odvisno. To je ne. Začetna vrednost funkcije je točka, kjer graf funkcije sega v ordinatno os. Ordinata je os y in res je začetna vrednost tam, kjer jo seka. Asimptota funkcije je premice, kateri se graf funkcije približuje. Pravilna trditev. Funkcija je soda, če je simetrična na ordinatno os, recimo tole bi bila soda funkcija. Vrednost funkcije zopet stavimo za 27 noter.
In 3 na koliko je 27? Res je 3 in zato je to pravilno. Ničli funkcije sta ti 2. Ja, to ne bo šlo skozi, a ne, ker če vstavimo, ker če bi tole razstavili, je to x minus 3 krat x minus 2 in ničli sta 2 in 3. Če postavimo minus 5 pa minus 6 noter, pa ne dobimo ničli. Če je graf v celoti narisan nad absciso, potem je funkcija povsod pozitivna. Ja, to pa drži, ne? Če je graf narisan nad absciso, potem je pozitivna. Če je funkcija simetrična na x-os, potem je liha. Ne, če je na x-os, to sploh ni funkcija, vsekakor pa ni liha. Graf kvadratne funkcije je vedno povsod naraščajoča funkcija. Poglejmo, kvadratna funkcija je lahko tako ali pa tako, ampak vedno nekje pada, recimo tukaj pada, tukaj pa narašča. Nikoli pa ni povsod naraščajoča, se pravi, ne. Linearna funkcija je vedno omejena navzgor in navzdol. Nikakor ne drži, ker funkcija linearna se nadaljuje v neskončnost. Skiciraj graf funkcije, za katerega velja, da ima ničli pri minus 2 in minus 3. Se pravi minus 2 in 3. Potem začetna vrednost je 2, to je tukajle. Na intervalu od minus 2 do 3 je negativno. To vidimo, da se izključuje. Ne more imeti začetne vrednosti pri 2, hkrati pa biti tukaj negativna, se pravi, to ne gre. Ob tem, kar je zapisano, to ne gre. Je navzdol omejena, ima asimptoto y je 4. Se pravi, tukaj bo očitno mogla biti pozitivna. Navzdol mora biti omejena, to pomeni, da se mora pač nekje obrniti. A bi bilo to mogoče? Pa še asimptoto 4 narediti. No, to nikakor ne gre, ne, se pravi, funkcija ne more iti navzgor. Tukaj je pač naloga. Četrto poglejmo, napiši 5 lastnosti funkcij. Kaj vidimo? Ničle vidimo, kje so ničle. Ničle so pri x1 je minus 2, x2 je minus 1 in x3 je 1. To so ničle. Kaj še vemo? A je definicijsko območje, so vsa realna števila, zaloga vrednosti so tudi vsa realna števila, nima asimptot, ni omejena niti navzgor, niti navzdol, niti soda, niti liha ni. Lahko bi še potem napisali, kje je pozitivna. Pozitivna je za x, ki so elementi od minus neskončno pa do prve ničle. Do minus 2. Tako. Še tukaj, kakšne so pa tukaj lastnosti. Ta funkcija vidimo, da je simetrična na koordinatno izhodišče, zato je to liha funkcija. Ima kar nekaj asimptot, in sicer 2 navpični. Se pravi, 2 navpični asimptoti. Kateri? Ena je x je minus 1 in x je 2. Ima tudi vodoravno asimptoto. Vodoravna asimptota je kar tale črta. Pač pomembno je, kaj je v neskončnosti. Nič hudega, če tukaj seka. Je torej y je nič. Ničla je ena sama. x1 je nič. Začetna vrednost je prav tako y je nič. No, to je pa že 5 lastnosti. Se pravi, paziti moramo samo, ta tretja naloga pa ni rešljiva.